Na eni od ljubljanskih ulic sva se srečala in rekla sem mu, kako bi lahko maksimalno izkoristili ta potencial tega potovanja na Dansko, da ni to samo pač odrski nastop, ni samo, je edinstven in lep, ampak če se da dati zraven še komu možnost, da vidi v tem nek svoj moment. In Kristjan, čeprav ne zgleda danes tako, ima dovolj rock'n'rolla in drznosti v sebi, da je rekel preprosto ja. In se lotil in to je to. Kot zanimivost morda, v petek je Intereuropa naložila približno 2 toni pijače pivovarne Union, pivovarne Laško, strani drugih proizvajalcev, od Perutnine Ptuj do slovenskih vinarjev in podobnega, bodo velike količine slovenskih dobrot šle na Dansko, da bomo predstavili v osrednjem delu v Euroklubu na Danskem ob koncertu Tinkare Kovač tudi tovrstne dobrote in sem prepričan po želji simpatije vseh tam sodelujočih tudi ob takšnem dogodku. Mislim, da bi bilo škoda ne izkoristiti priložnosti za tudi ta namen in s tem podpirati tudi našo predstavnico oziroma vse druge, ki imajo kaj za pokazati, kvalitetno in pa dobre namene ter željo po sodelovanju. Zato smo se mi odločili v moji ekipi, da se zraven priključimo in organiziramo eno srečanje tudi slovenskih gospodarstvenikov, skupaj s tudi današnjim organizatorjem Kristjanom Verbičem. Drugače pa bomo imeli tudi sprejem na veleposlaništvu, tudi oni nas veselo čakajo in pletli bomo niti z njihovim turističnim društvom, potem obstaja tudi društvo slovensko-danskega prijateljstva in da o koncertu skupaj z mojim bendom niti ne govorim. Glas Maje je bil odličen, kar se tiče pogostitve, je ni bilo, zato sem se jaz zadnji trenutek spomnil in kupil zaboj slivovke Badel. Je bil to najbolj zapomnen večer, ker sem to slivovko smo tam pil kar navajal. Šli smo s kombijem, ki se nam je pokvaril, sami smo se celo dodali, se mi zdi, en denar zraven. Jaz želim, čeprav mi laska to, da vam še vedno držim 7. mesto, ne, najboljše, jaz vam vseeno želim, da to presežete, pa da zmagate. Uživaj v glavnem. Najprej moram Tinkari in Golubčka okrasti. Evo, jaz tudi čestitam Tinkari. Moram povedati, da mi je, bom rekel, nova izvedba skladbe še bolj všeč, kot mi je bila prva. Samo srečno, vse naj, pa niti za sekundo, ampak res ne za sekundo podvoma, da je kdorkoli boljši od tebe, ker ni. Tako, to je to. Srečno. Še enkrat torej vsem prav lep pozdrav na srečanju s Tinkaro, letošnjo predstavnico v Kopenhavnu na pesmi Eurovizije 2014. Gospod Leskovar je že začel z aplavzom, vi pa lahko nadaljujete. Dobrodošla, Tinkara. Skratka, danes smo tukaj, da vam zaupamo še nekaj zadnjih podrobnosti pred jutrišnjim poletom ob 6:45. Ura je zelo simpatična, Tinkara, ne? Se je veseliš? Ja. Veš kaj, zadnje čase nimam z njo večjih problemov zaradi otrok, tako da bo šlo. Si vajena, super. Preden bova midva nadaljevala, bom povabil gospo Katjo Mihelič, ki je direktorica Maxi Marketa, da vas pozdravi. Pozdravljeni, gospa Katja, mikrofon je vaš. Hvala lepa. En prisrčen pozdrav v tem prelepem ambientu naše restauracije Maksim. Jaz sem zelo vesela, da se danes tukaj srečamo. Pa da vam še kakšno besedo rečemo o naši restauraciji. George Bernard Shaw je dejal, da jo ni bolj iskrene ljubezni, kot je ljubezen do hrane. In to je misel, s katero naši kuharski mojstri vsak dan pripravljajo kulinarične presežke, seveda pod taktirko šefa kuhinje, gospoda Andreja Kuharja, ki je
do sedaj edini slovenski prejemnik Michelinove zvezdice. In verjamem, da tudi glasbeniki delite te posebne občutke v svojem ustvarjanju. Zato vam kot ekipi, ki bo letos zastopala Slovenijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, zaželim čim več užitkov ob tem dogodku in seveda veliko, veliko prijetnih izkušenj. Da preidemo tudi na dejanja, vas po zaključku tega uradnega dela vabim, da preizkusite te dobrote, da ne bomo ostali samo pri besedah, da pridemo tudi na dejanja. Hvala lepa, pa srečno. Hvala za lepe želje. Tako, in zdaj sva midva in mikrofon in fotografi in kamere in luči. Si mogoče kdaj razmišljala, koliko tega bo na Danskem, recimo, vsak dan? Jaz sem pred leti v zakulisju imela to možnost, da sem spremljala Eurosong, ker sem se tam pritihotapila kot firbec. To je bilo v Turčiji, v Latviji in v Estoniji. In opazila, da je zelo veliko tega. Ampak tega se veselim, ker so to tiste zgodbe, ki samo ojačajo in podpirajo v bistvu mojo glasbo. In če mi ta odpira še nova vrata v kakršnokoli drugo poslušalstvo, drugačna ušesa, me to samo veseli, ker to pomeni, da so moja obzorja širša in se že dovolj dobro poznam, da bo potem tudi navdih še večji. Si dobro spala nocoj? Slabo vprašanje. Kaj se je dogajalo? Ja, imeli smo take težavice, povezane s pomladanskimi virusi in virozami, ampak se je vse dobro končalo, tako da. Super. Gala in Alma sta tvoji dve deteljici. Katera gre s tabo? Obe? Ena je še majhna, pride takoj jutri zjutraj z mano na pot, ima komaj 1 leto, druga je pa že prava pustolovka in pride z mojo mamo malo kasneje in to pazi v avtodomu. Tako da si bodo privoščili lepo romanje in potovanje, obiskovanje vseh atraktivnih točk in upam, da mi uspe ukrasti kako urico, da grem v Legoland. Super. Bomo držali pesti in zorganizirali tudi ta obisk. Ob vseh tvojih obveznostih sicer. Eno najbolj pogostih vprašanj v teh dneh, pričakovanja, upanje, želje, vizije. Si razmišljala kaj o tem? Prva beseda pričakovanja mi je malo manj všeč, ker jo velikokrat vidim kot nekaj pasivnega, ne? Da pač se usedeš in čakaš, kaj bo, ne bo. Mi smo kar aktivni te dni, imam zelo razširjeno ekipo na vseh možnih področjih, ki bodo spremljali in dodajali pozitivne atribute, ki jih Slovenija ima k temu mojemu potovanju. To ne bo samo pridemo, odpojemo in gremo in se imamo fajn, ampak predvsem pričakujem, no, če že to, da bomo imeli en zelo lep slovenski večer. RTV Slovenija, vemo, da se je letos zelo trudila, da je komaj izpeljala ta večer, zato smo se mi odločili v moji ekipi, da se zraven priključimo in organiziramo eno srečanje tudi slovenskih gospodarstvenikov, skupaj s tudi današnjim organizatorjem Kristjanom Verbičem. Drugače pa bomo imeli tudi sprejem na veleposlaništvu, tudi oni nas veselo čakajo in pletli bomo niti z njihovim turističnim društvom, potem obstaja tudi društvo slovensko-danskega prijateljstva in da o koncertu skupaj z mojim bendom niti ne govorim. Tako da veliko stvari se bo gor dogajalo in na odru bodo tiste 3 minute, ampak verjemite, zadaj bo še veliko tega in res, no, komaj čakam. Moje želje pa so, povem iskreno, da prebijemo slovenski rekord. Gremo torej na polno. Če uspe, če je pa tudi v redu, ne? Seveda. Si bila kdaj na Danskem? Je to tvoj prvi izlet v Skandinavijo? Ne, še nikoli, prvič. Katera druga severna država?
Ne, v glavnem Anglija, ampak druge države zaenkrat še ne. Čeprav so zelo privlačne, tudi zato, ker imajo tam veliko žensk v politiki, naprimer, in je kar fajn, da se po določenih stvareh zgledujemo od njih. Bom prinesla še kak namik nazaj in ga veselo delila z vami. Vse seveda zanima, kaj ste z ekipo pripravili za tiste 3 minute na odru, kaj nam lahko zaupaš? Čim manj. Zato, ker mislim, da je tisto, kar se zgodi na odru, tudi nek faktor presenečenja, ne, in zdaj lahko razpredamo o barvah, o obleki in tako naprej. Jaz bom predvsem predstavila mojo ekipo, ki bo z mano. Lahko bi imeli tudi inštrumentaliste na odru, ampak glede na to, da vsi vemo, da Eurosongovska formula pomeni živo petje na prej posneto matrico, smo rekli, da ne bomo v bistvu blefirali oziroma fejkali nekega takega odrskega nastopa, ampak z mano na odru bodo samo tisti vokalisti, ki bodo tudi dejansko peli, no? Tako da gremo zares na oder, iskreno odpeti srca Nika Zorjan, Manca Špik, Lea Sirk in Rej. To je ekipa, 5 vas torej je. Še nekaj. Zaupala, kar mi bo najtežje, to sem se v Sloveniji na izboru lahko zmenila, ker je bil to pač tonski mojster Gaber Radojevič, s katerim sva med drugim posvenila prejšnjo skladbo. No, tam gor bo malo težje, da ne morem igrati flavte. In moram se delati, pač, da igram. Tukaj so jo pač enostavno mutirali, ne? Tam gor pa niti to ne bo možno, ne bi pa rada, da me zaradi tistih 2 tonov diskvalificirajo. So že koga kdaj? Mislim, da ne. Nisi pa edina, ki ima take želje, sploh rockerji imajo na Evroviziji veliko težav s tem, ker pač ne morejo igrati v živo. Lahko jaz tebe eno vprašanje? Daj, če bom znal odgovoriti. Zagotovo še večji poznavalec Eurosonga, kot sem jaz. Zakaj se ne odločijo za glasbe v živo? Kje je tisti največji problem, da izvajalci ne izvajajo skladb z recimo simfoničnim orkestrom, kot je to naprimer v Sanremu? Simfonični orkester se je poslovil leta 1998, ne, kot veš, v Birminghamu, takrat je bil Vili Resnik z nami. Od takrat ga ni več, igra se na posneto matrico, kot si sama povedala. Kje so razlogi? Ne vem, verjetno je to vprašanje za EBU, ki sprejema tovrstne odločitve, ali pa za gospoda Radiča, ki je član ekspertne skupine Reference Group, ki tudi govori o evrovizijskih pravilih. Najverjetnejši problem pa je denar, ne? Tukaj se vse začne in konča. Veš, kaj bova vprašala Jon Ola Sanda, izvršnega nadzornika EBU-ja, ko prideva gor? Imam pa jaz eno teorijo, ne? Ki mogoče vzdrži, mogoče ne, bova videla. Samo v razmislek in vržem ti kost. Mogoče zato, ker je nivo glasbenih izvajalcev na samem Eurosongu tako drugačen, da se zna potem zgoditi, da v naboru 30 nastopajočih ali 37 pride do prevelikih odstopanj v kvaliteti aranžmajev, ne? Recimo, in v sami živi izvedbi. Zato sem si potem predstavljala, da v bistvu naredijo zadevo res kvalitetno in na nivoju in da se res dobro sliši. To sem tudi opazila, dostikrat se govori o oblekah in to, jaz sem pač glasbenik, ne. Zdaj vam povem eno zanimivost, ne. Mi smo v bistvu poslali gor ne glasbeno matrico, ampak vsak inštrument posebej, torej multitrack, ki ga bodo potem oni tam gor zmiksali in jaz imam v bistvu notri v slušalkah na odru lahko kogarkoli, tudi mojega moža, ki poje z mano in me spremlja na električno kitaro, ne. Tako da imamo v bistvu maksimalno glasbeno podporo z tega drugega vidika, tako da mogoče. Dobro, toliko o tem, vrniva se še k tvojim pripravam. Koliko kovčkov potuje s Tinkaro? Manj kot si mislite, 2. Koliko parov čevljev? Ja, to pa še ne vem, to moram danes računati. Če bodo zmanjkali, jaz imam tako tradicijo, ne, da ko grem na potovanje v neko državo, grem obuta v svoje najstarejše čevlje, grem v prodajalno čevljev, stare odvržem in obujem nove. Tako da pridem v novih čevljih nazaj. Super. Ja, toliko za zdaj. Prej si omenjala prijatelje, ki so ti pomagali na tej poti do Danske. Omenjala si gospoda Verbiča, pa mogoče bi bilo prav, da se nam pridruži, pa še on kakšno pove. Torej, magister Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Dober dan.
Pozdravljeni, lepo pozdravljeni. Kar izvolite z mikrofonom ali brez? Ni potrebno, verjetno se dobro slišimo. Jaz vas želim predvsem lepo pozdraviti in se zahvaliti, da ste se v takšnem številu udeležili tega dogodka, ko spremljamo našo izjemno predstavnico na pesmi Evrovizije Tinkaro Kovač, tudi sicer uveljavljeno glasbenico z vsemi kvalitetami in atributi, ki so s tem povezani v superlativih, da imam možnost pri tem sodelovati, glede na to, da sva prijatelja že vrsto let, se je obrnila name z prošnjo, da bi priskočili iz naslova podpore gospodarstva, možnosti priprave tudi takšnih dogodkov, kakršen je danes, podpreti njeno pot na Evrovizijo in s tem v zvezi, kot rečeno, sem zelo vesel, da lahko pri tem sodelujemo in da je tudi vaša udeležba, vaša podpora pokazatelj, da so takšni dogodki dobrodošli. Tudi ideja o tem, da vendarle povabimo vse dosedanje predstavnike Slovenije na pesmi Evrovizije, da pospremijo tokratno predstavnico, upam, da bo to postalo navada, pravilo tudi v bodoče. Vidim, da je odziv udeležba dobra, verjetno koga tudi še dodatno pričakujemo, ker glasbeniki včasih znajo tudi malenkost zamuditi. Jaz sem prepričan, da se bomo v smislu zdravice prijetno družili tudi v neformalnem delu. Kar se tiče pa tega formalnega dela in mojega nagovora, bi pa želel tudi sicer več sodelovanja, predvsem iz naslova naše domovine in tega, kar je pravzaprav tudi pri našem pristopu pokazatelj in želja. Torej sodelovanjem s tem, da skušamo doseči vse sinergije tudi iz naslova promocije slovenskega gospodarstva, proizvodov, ki jih bomo v kontekstu slovenskega dne, ki ga pripravljamo skupaj s Tinkaro na Danskem, skušali zagotoviti. Kot zanimivost morda, v petek je Intereuropa naložila približno 2 toni pijače pivovarne Union, pivovarne Laško, strani drugih proizvajalcev, od Perutnine Ptuj do slovenskih vinarjev in podobnega, bodo pravzaprav velike količine slovenskih dobrot šle na Dansko, da bomo predstavili v osrednjem delu v Euroklubu na Danskem ob koncertu Tinkare Kovač tudi tovrstne dobrote in sem prepričan po želji simpatije vseh tam sodelujočih tudi ob takšnem dogodku. Mislim, da bi bilo škoda ne izkoristiti priložnosti za tudi ta namen in s tem podpirati tudi našo predstavnico oziroma vse druge, ki imajo kaj za pokazati, kvalitetno in pa dobre namene ter željo po sodelovanju. Za zaključek, s tem v zvezi bodo odpotovali tudi 3 avtodomi Adria Mobila iz Slovenije na Dansko, v enem bo snemalni studio z bendom Tinkare Kovač, v enem od avtodomov bodo slovenske dobrote, torej vino, hrana, vse, kar si bo lahko tudi ta ekipa, ki bo z avtodomi šla na to pot na Dansko, postregla in privoščila. Tako da iz tega naslova vsekakor upam, da v prihodnje še več podpore tudi tistih, ki ne nazadnje tudi danes izkazujejo, hvala Maksimu, Maxi Marketu in Mercatorju, ki ima posluh za to, da je danes dal na razpolago prostor in da sem prepričan pripravlja tudi pogostitev, ob kateri bomo vsi uživali v nadaljevanju. Toliko, kar se tiče mene, z še enkrat iskreno željo potem, da bi bilo več tovrstnih dogodkov, predvsem pa več sodelovanja v okviru naše preljube domovine in dogodkov, kjer se lahko več kot upravičeno izkažemo. Hvala, gospod Verbič. Veste, kateri stavek mi je bil najbolj všeč, ko ste rekli, da bomo s tem pristopom poželi simpatije pri tistih, ki bodo obiskali ta slovenski večer, glede na to, da je København in Danska precej zasoljena država, kar zadeva cen, mislim, da bo teh simpatij kar veliko. Tako da hvala že zdaj. Zdaj pa takole, 4 obraze vidim, nekdanje evrovizijske predstavnike, in ker vsi tako radi slišimo kaj lepega, kakšno vzpodbudno misel, besedo, bi vsakega od vas prosil samo za stavek ali 2 za pot Tinkari
z lepimi mislimi, z lepimi željami, pa bom začel kar pri vas, gospod Leskovar. Vi ste predstavljali Jugoslavijo leta 1967 na Dunaju, skladbo Vse rože sveta. Kaj boste rekli Tinkari pred jutrišnjim poletom? Najprej Slovenija je že obstala tudi takrat. To se pravi, predstavljal sem najprej Slovenijo, potem Jugoslavijo, ker sem moral izboriti med 6 republikami in 2 avtonomnima pokrajinama. Prvo, da ne pozabimo, da smo živeli tudi že včasih. Plasma je bil odličen, kar se tiče pogostitve, je ni bilo, zato sem se jaz zadnji trenutek spomnil in kupil za boj slivovke Badel. Je bil to najbolj zapomnen večer, ker sem to slivovko smo tam pili kar navajal. Šli smo s kombijem, ki se nam je pokvaril, sami smo se celo dodali, se mi zdi, en denar zraven, takrat, če ni bilo avtoceste. Kar se tiče pa orkestra, jaz sem užival, ker so užival vsi. Predvsem sem pa užival zaradi tega, ker je na Dunaju niso imeli big banda oziroma takega orkestra. In jaz pridem tja, Bora Rokovič igra klavir, moj prijatelj iz Beograda, Slava Kovačev igra bobne, Mile Slina trobento. Mislim, da sem doma se hvala praktično med svojimi glasbeniki. Toliko o tem, kako je bilo, Plasma je zelo čisto v redu, želim tebi vsaj takšnega, predvsem pa nekaj. Ti predobro poješ. Iluziji ne znajo peti v glavni. In zato je edino, kar ti želim, veliko sreče. To je edino, kar ti lahko pomaga, ker vse ostalo imaš. Sreče. Hvala, Lado. Godijo take besede, ne? Zelo, zelo. Lado me je že parkrat poklical in tako vedno lepo znal pohvaliti kakšne moje nastope na televiziji in sem bila vedno presrečna, da pač ne velja tisti rek, da se Slovenci med sabo ne znamo podpirati, povezovati in pohvaliti. Res je. Gremo v leto 2001. Kebenhavn, Danska, Nuša Derenda, Energy. Povej nam kaj energičnega, kaj lepega. Poljub, mikrofon. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Ja, jaz ne moram verjeti, da je že 13 let, kar sem bila na Danskem tudi, Kebenhavnu. Imam res čudovite spomine, super ekipa. Takrat se mi zdi, da smo bili res tudi fajn vsi RTV-jevci, dobra podpora tudi celotne Slovenije. Tako da jaz imam same res lepe spomine in verjamem, da boš uživala. Jaz sem imela tudi takrat 2 mala otroka, sem jih sicer doma pustila, nismo imeli avto domov samo. To moram povedati. Potem, kar se tiče alkohola, smo imeli tudi Viljamovko pletrsko samo. Vem, da je Lucien Lončina na Münchenskem letališču smo razbili steklenico, da smo dobili tisto hruško ven. Slovenski večer, ja, se je podaljšal v naslednje jutro. Frank, moj mož, je imel harmoniko s sabo, tako da je bil prav slovenski večer. Skratka, vem, da je pa bila organizacija odlična, ne vem, če bo na istem, ne bo na istem, ja, na isti lokaciji. To je bil pač stadion, 35.000 ljudi, vem, da takrat je bilo to, wow, meni največji auditorij. Skratka, Tinkara, za tebe vsi vemo, da si odlična izvajalka, odlična glasbenica, tako da verjamemo vate, kaj se bo zgodilo, pa sploh ni važno. Jaz želim, čeprav mi laska to, da imam še vedno držim 7. mesto, ne, najboljše, jaz vam vse želim, da to presežete, pa da zmagate. Uživaj v glavnem. Hvala, Nuša. Ja, veselice, žuri. Mi že gre na jok pač, ne. Zdaj pa poglejmo, kaj bo povedal gospodič Naber. Kijev, Ukrajina, 2005. Izvoli, prijatelj. Upam, da ne boš zdaj ti govoril spet o kakšnih pleterskih, pa o slivovki. To so pomembne informacije.
Jaz bom bolj kratek, najprej moram Tinkari in Galupčka okrasti. Evo, jaz tudi čestitam Tinkari. Moram povedati, da mi je, bom rekel, nova izvedba skladbe še bolj všeč, kot mi je bila prva. Nov aranžma je res dober in s tem aranžmajem mislim, da imaš res velike možnosti za uspeh. Jaz sem šel staviti sam s sabo, da boš ena izmed 10%, ki na Evroviziji ne bojo fušali. Ja. Ker ponavadi se na Evroviziji zmer fuša in ne vem čisto točno zakaj. In zdaj mislim, da se bo lepo pokazalo, da smo Slovenci vrhunski vokalisti, predvsem zaradi tega sem vesel. Še bolj zaradi Tinkare kot zaradi komada, tako da jaz mislim, da se bo zelo dobro uvrstila in jaz si nimam kaj svetovati, zaradi tega, ker ona v bistvu na sceni dlje, kot sem jaz in mislim, da se bo vrhunsko odrezala in to je vse, kar lahko rečem. Vso srečo, Tinkara. Hvala, Omar. No, pa še v Helsinke na koncu, 2007. Beli cvet, bela halica, cvet z juga, Alenka Gotar, izvoli. Hvala lepa. Ja, cvet z juga, ena taka izjemna izkušnja, ki jo imaš samo enkrat v življenju ponavadi, ne. Razen Darje Švajger. Razen Darje, ja. Jaz sem ji že prej rekla, itak je najboljša, ne, tako da moraš je tja samo uživati, ne, da si boš zapomnila za celo življenje teh 14 dni, ki nimajo primerjave z ničemer drugim v življenju. In ja, računam na tebe, da bo šla po mojih stopinjah in tako, kot je Nuša rekla, Nuša, jaz upam, da bo boljš, ne, kot ti, žal mi je. Jaz imam tudi 7, ko 7 sem bila v polfinalu, tako da se nekako držimo, ti moraš zdaj to preseči, ne, to 7, ko... Kaj naj še rečem, imaš najboljše ljudi s sabo, alkohola je očitno tudi dovolj, tako da nekako, ja, če smo že ravno v tem na zdravje ti želim, ne, tako da bo zdravje služilo, jaz sem imela takrat angino, ti pa si dobro podprta, tako da, glej, samo srečno, vse naj, pa niti za sekundo, ampak res ne za sekundo podvoma, da je kdorkoli boljši od tebe, ker ni. Tako, to je to, srečno. Hvala lepa, Alenka. Ja, tako, želja je veliko, zdaj gremo na pot, veselo. Še Lado? Ja. Jaz bi bil šofer enega avto doma. Imamo še eno prosto mesto. Imam prakso, relije sem vozil, testiral sem avto domove, če so družino pela okoli. Se boste z gospodom Verbičem potem dogovorila. Evo, super. No, tako. Ja, spoštovani predstavniki sedme sile, zdaj ste na vrsti vi, če imate kako vprašanje, gospod? Ja, a bi mogoče lahko nekje v bližnji prihodnosti se organizira en glasbeni dogodek, ki bi združil vse udeležence Evrovizije iz Slovenije. Tukaj verjetno gledate name kot na RTV Slovenija? Kako? Ja, on bo poskrbel za, zdaj smo utečena ekipa, ne? On poskrbi za koliko, 1 tona, pol tone hrane in pijače bo dovolj. Ti poskrbiš za znanje, ker si prava enciklopedija. Jaz bo odpela pač to svojo skladbo in poklicala kolege, prijatelje, zdaj pa sem še lokal. Žur bo pa pri tebi doma? Ja, lahko, seveda, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Lej, dogovorjeno, zmenjeno. Takoj, ko zmaga, naredimo ta žur. Se dobimo v Maxiju, recimo. Zakaj pa ne? Ja, torej, jaz vam zdaj Tinkaru predajam na tako imenovane one-to-one intervjuje, če imate še kako vprašanje. Ja, povejte. Tudi, da ste se odločili za sodelovanje z Investom, pa koliko je tu pol sploh še projekt RTV Slovenije? Tu boš ti povedala? Čisto spontano, na eni od ljubljanskih ulic sva se srečala in rekla sem mu, kako bi lahko maksimalno izkoristili ta potencial tega potovanja na Dansko, da ni to samo pač odrski nastop, ni samo, je edinstven in lep, ampak če se da dati zraven še komu možnost, da vidi v tem nek svoj moment. In Kristjan,
čeprav ne zgleda danes tako, ima dovolj rock'n'rolla in drznosti v sebi, da je rekel preprosto ja. In se lotil in to je to. Kar se samega RTV-ja tiče, pa tako ali tako brez njih ni nič. Oni so tako ali tako nositelji tega projekta, mi smo pač zraven, da bomo naredili tisto zaodrsko dogajanje še bolj zabavno, kot bi bilo sicer. Ja, to je res. Večji razpoznavni znak, ne, kot je naš letošnji televizijski komentator, mislim, da ne obstaja, tako da. Sicer pa, kot je Tinkara povedala, Radiotelevizija Slovenija pač skrbi za izvedbo samega nastopa, za pot, za vse logistične, organizacijske stvari. To je pa njihova zgodba, ki poteka vzporedno in v katero se Radiotelevizija Slovenija ne vpleta. Tako da tudi dogodek, ki je danes tukaj, je v bistvu nastal na njihovo pobudo in v njihovi organizaciji. Mi se pač srečujemo nekje na poti, ker je pač Tinkara Kovač, naša predstavnica RTV Slovenija na pesmi Evrovizije in pač po tej plati sodelujemo. Ja. Če smem samo še besedo dodati, kar se tiče Radiotelevizije Slovenija, je na njihovi strani vsa podpora in vso razumevanje za naša prizadevanja, tako gospod Radić, kot sicer tudi moderator in voditelj večletni tega prenosa, kot vidite, pripravljenost in tovrstna podpora je prisotna. Kar se tiče pojavljanja znakov in označb, to so pač zadeve povezane z ostalim okvirom in pravili igre Evrovizije. Sigurno in v prihodnje sem prepričan, da bo tudi takšnih možnosti, da se pojavljajo tudi izrecneje še več in tudi pripravljenost za to. Mene pa lahko samo veseli, da smo tudi ta dogodek ob njihovi podpori, sicer ne neposredno izpostavljeni, uspešno zastavili, izpeljali, da ste tukaj, da se lahko v tem kontekstu družimo in seveda, da smo deležni tudi takšnih dodatnih dobrih idej, kot morda nek dogodek tudi v smislu nastopa dosedanjih predstavnikov. Prepričan sem, da so take ideje dobrodošle in da bomo še marsikaj iz tega naslova lahko postorili, če bomo deležni takšnega razumevanja podpore, kot je tudi posebej izpostavljen strani RTV Slovenija bila namenjena tudi temu, seveda pa Tinkari in njenemu razumevanju za to. Morda samo še dodatek, da boste imeli predstavo. Tinkara mi je povedala tudi o tem, da ima z svojimi željami, načrti v zvezi z pripravami seveda željo tudi v kreativnem smislu in ambicije, da bi ta zadeva bila ne samo njen glasbeni nastop, ampak še kaj več zraven. Idej je bilo veliko, nekaterim smo se morali že odpovedati zaradi kratkega časa, zaradi tudi finančnih in sicer okoliščin in okvirov, ampak vendarle, kar je pomembno, tudi mimogrede, morda še to, njen videospot je posnet v Luki Koper, ki je tudi ena od slovenskih gospodarskih subjektov, ki si zasluži v mednarodnem kontekstu pred tem auditorijem tudi prisotnost in promocijo. Hvala tudi njim, da so pri tem šli na roko in pomagali, tako da tukaj kar nekaj momentov povezovanja, ki lahko pomenijo dobro, pozitivno in zadovoljstvo vseh nas. Če to podporo prevedete v številke, koliko vas je ta projekt stal, pa koliko je recimo RTV Slovenija privrčevala na ta način? Kaj če bi najma na eno to? Privrčevala Radiotelevizija Slovenija. Veste, da se je zelo pozno letos odločila sploh, da bo sodelovala na samem tekmovanju. Tako da mi smo res v to zgodbo investirali zgolj tiste stroške, ki so potrebni, kot sem že prej povedal, za izvedbo Tinkarinega nastopa. Vse, kar poteka ob tem vzporedno, tega niti mi nismo načrtovali, niti nismo si mogli tega privoščiti, po domače povedano, tako da tukaj v številkah težko govorim. Je pa, mislim, da to pa lahko gospod Radić pove, koliko nas stane letošnje tekmovanje, okoli toliko kot vsako leto, politično korektno. Skratka, to je to. Ne gre za privarčevanje oziroma podobne zadeve. Ja, še kakšno vprašanje? Ja, seveda, gospod Verbič. Eno številko lahko dodam zraven. Snemanje videospota je
Zame v tem primeru za skladbo Round and Round in spet kot letošnjo predstavnico Eurovizije finančno podprl v celoti Sazas. Tako da tudi Sazas zna stati ob strani in je to ena taka lepa poteza, ki sem ji bila presrečna, no, da so prav oni tisti, ki so to podprli velikodušno in z navdušenjem, da bodo tudi oni zraven. Če je bilo vprašanje namenjeno, kot razumem, tudi meni, jaz bi seveda želel postreči z zelo eksaktnimi in konkretnimi številkami, ne morem iz enega preprostega razloga, ker smo imeli za celotno pripravo tudi slovenskega dne, vključno s sprejemom na našem veleposlaništvu v Kopenhagnu, zatem, kar pripravljamo v večernem delu, torej v Euroklubu, v srednji lokaciji in stičišču vseh sodelujočih sicer, ki bo hkrati odprl vrata in v tem našem kontekstu seveda na razpolago v času predizbora 6. maja tudi za vse ostale, ki ne bodo takrat bili na predizboru, tako kot mi, ker smo šele 8. na tem drugem predizboru, torej pred finalom 10. maja, da bojo takrat prisotni, sem prepričan, vsi ti predstavniki, kakor tudi njihovi mediji, da je v zvezi s tem še v teku pogajanje med Vseslovenskim združenjem malih delničarjev oziroma našimi mednarodnimi programi, konkretno v tem primeru Invest Slovenija, da se uskladijo tisti natančni pogodbeni okviri, tudi povezani z koncertom Tikare, z ozvočenjem, z vsemi momenti in nenazadnje detajli, ki jih takšen projekt zahteva. Jaz se bom odpravil v Kopenhagen sicer 2. maja, da tudi tam na licu mesta nekatere zadeve še dorečem. Podobno velja za preomenjen prevoz strani Intereurope in tako naprej. Glede na dosedaj vzpostavljeno zaupanje med nami in gospodarskimi subjekti, ki tukaj sodelujejo zraven, moram iskreno povedati, da v tem momentu finančna konstrukcija v smislu vseh formalnih pogodbenih in siceršnjih okvirov za to ni dokončno narejena in znana. Gre za zaupanje in jaz sem prepričan, da iz tega naslova seveda bomo pri želji, da vse naredimo optimalno. Oba dva z Tinkaro sva se iz tega naslova tudi razumeva perfekcionista, da bodo te zadeve res izpeljane na najvišji možni ravni, tako da po tej plati z eksaktno številko ne morem postreči, je pa prav gotovo to povezano s precejšnjimi finančnimi sredstvi, lahko pa si predstavljate tudi z velikim angažmajem naše ekipe, ki se je v teh 2 tednih tega podstopila in prepričan sem, da bomo naredili izjemen dogodek, ki ga bodo pomnili vsi udeleženci te Eurovizije. Prav, hvala. Zdaj pa, spoštovana družba, vabljeni na ta neformalni del, ki smo ga že prej napovedali. Hvala vsem, ki ste prišli. Tebi srečno 8. maja in pa naj bo, tako kot so povedali vsi tvoji predhodniki, to zate poseben dan in posebna izkušnja. Hvala lepa.